Kakšnih 20 km vzhodno od Ljubljane se je na sončnem slemenu med naseljema Gost Reka in Besnica zasidrala vasica Veliko Trebeljevo. Tja nas je zvabila zgodba o človeku, ki je svojo ljubezen prelil v vsak kamen, drevo in cvetlico. Tam je okolica doma prepojena z dušo umetniškega vrtnarja, ki zna prisluhniti šepetu narave. Miha Suliman Grudzinski je oblikovalec in skrbnik Zelenega kraljestva na robu hriba. Njegov vrt že s ceste pritegne kot pravlična pokrajina, ki utripa v svojem ritmu in z odprtostjo vabi k raziskovanju. Že leta 2016 smo obiskali vaš vrt in ga posneli za Ambiente, je pa takrat bil v zimskem počitku. In kljub temu pa je deloval zelo živahno. Kaj je bil recept za tak vrt? Ja, po mojem je bil recept, da so bili dobri snemalci, ne? Ker vrt takrat ni dosti, se ne dogaja dosti, ne? Ni bilo zelenih rastlin, drevesa, bile so zimzelene zadeve, kakšna travca mogoče, kakšna rosa cveti pomladanska, ne? Zdajle je pa velika sprememba, zdajle je vrt v bujnem zelenju, ne, cvetju, ker moj vrt ni toliko poseben zaradi cvetja, bolj zaradi zelenja, teh nijans zelenih tekstur. Ja, vrt se je v tem času zelo spremenil, ne? 10 let skoraj od tega. Upam, da vrt nalepše, jaz pa mogoče lih ne, nalepš, lih obratno, ne. Tako je v življenju pač, ne. Vaša najnovejša pridobitev tukaj je vrtna pot, ki ste jo zasnovali sami. Kak je bil postopek? Ja, tole je pa bil podvig, ki sem se ga pripravljal več kot 10 let, ne. Ker sem vedel, da bo zelo, zelo zahtevna zadeva. Tukaj je na tone materijala, različnega materijala iz različnih koncev Slovenije. Če vam samo recimo malo omenim samo določene, ne, to je en primorski peščenjak, so granitne kocke iz raznih cest, so šamotne, odpadne šamotne opeke iz raznih toplarn, trboveljske, ljubljanska, granitna plošča, Iskrina bivša stolpnica v Kongresnem trgu, odpadne plošče, ki so bile počene, ki jih morajo menjavati. Bobrovci iz Prežganske cerkve, ročno delanje, naravno žgan, to trajna zadeva, tako rekoč, ne. Kaj pa rožice? Tukaj jih imate, ste rekli, po vrtih ni toliko. So pa savski kamenčki, to so pa dodatki, tako da sem malo razbil to teksturo. Lastnik je elemente vrtne poti skrbno polagal na peščeno podlago, le na mestih, kjer so tanjše ploskve, je uporabil beton. Vsak dan, ko je imel čas, je izdelal približno kvadratni meter poti. Za dokončanje je potreboval kar 3 leta, kar kaže na njegovo predanost in natančnost pri izvedbi projekta. Kamni oziroma skale so vaša velika ljubezen. In zanima me, a imate kakšno posebno pravilo, ki ga upoštevate pri snovanju vrta s kamni? Parno številko ne maram uporabljati. Tudi recimo, če ti dobiš rosta, 2 roste, 4 roste, 6 roste, meni se zdi to čudno, ne. Pri kamnu se mi zdi isto, ne. Torej, če je zelo lep kamen, poseben, velik, je eden kamen lahko, ne, kot dodatek na vrtu. Kot skulptura. Ja, tako, ja, posebnost. Drugač pa uporabljam 3 kamne, sicer različne velikosti in različne višine, da je razgibano. Nizek, srednji, višji, nekako tako kombiniram. Potem lahko spet 5 kamnov, potem več pa se ne vidi tako, da nekako to pravilo upoštevam, ne. Katere rastline so tiste, ki se najbolje ujemajo s kamni? Mah, sigurno, ne. Potem pa praproti, ki se same zasejajo, recimo ta lepotica tukaj, ta adiantum, oziroma venerini laski, ta se je sam zasijal, ne. Ker včasih človek hoče nekaj na silo zasejati nekam v eno špranco, ne, ti ne bo uspela ali bo životarila rastlina. Se pa sama zaseje v takih nemogočih pogojih, da se čudiš, kako je to mogoče, ne. In tista je najlepša na vse zadnje, ne. Hoste in praproti so Mihove ljubljenke. O njih pravi, da so nezahtevne, ter da se v polsenci odlično počutijo in ne ovenijo niti v poletni vročini. Poglejte to lepotico, ne, ta Woodwardia unigemata se imenuje, pa tukaj je še ena. To je neverjetno. To ima razpon, recimo levo, desno, preko 3 metre mogoče, ne. Se pravi, se bo še razraščala čez poletje? Seveda, ta je šele v nastajanju pravzaprav, ne, ker je bolj pozna, ne.
Kaj pa tale praprot, ki je v Mlinskem kamnu? No, to sem pa jaz zasijal, to ni se sama zasijala katuna, je ista, ne? Je pa v Mlinskem kamnu, tale ena luknja je bila noter, sem rekel, kaj bi nekaj dal noter in sem dal to posebenco. Sicer sem dal eno oporo, da kdo jo ne polomi po nehote, ne? Potem je tukaj ena posebenca zelo elegantna, kot vidite, ne? To je Arisema consanguineum. Zdaj je sicer že odcvetela, tukaj se dela zdaj seme, ima zelo lep cvet. Miha, v tem delu vrta pa imate ogromno hozd posajenih kar v posodah. Pa me zanima, je to zaradi polžev ali je kak drug razlog, zakaj jih niste sadili direktno v tla? Ja, ne, ni zaradi polži. Polžki že preplezajo gor, če čo, ne. Tukaj imam pač posajene tele tuje, pa cipresa in to ima tak močen koreninski sistem, ne, drobnih takih laskov, ne, in dejansko tukaj nič ne uspeva, niti lopato ne moreš noter zapičati. Zato sem rekel, da ne bi bila ta praznina, sem te hoste v posodah posadil. In še to, ker so posajene v posodah, te korenine od tuje grejo skozi lukance, ker so na dnu lukance, ne. In moram vsak let te posode dvigati, da pretrgam te korenine, ne, drugače bi vse izčrpale pa uničile, ne. Na vrtu, ki ga je lastnik začel oblikovati pred približno 40 leti, je bogata zbirka javorjev, ki očarajo z raznolikostjo višin, barv in tekstur listov. A to še zdaleč niso edina drevesa, s katerimi se poigravajo sončni žarki, žuželke in veter. Vrt krasijo številne skulpture iz postaranega železa, pri čemer nekateri elementi služijo ne le kot okras, temveč tudi kot uporabni detajli. No, ta kotel je edini, ki ga moram pozimi sprazniti, ribice dati v večji ribnik in ga pokrijem, ne, ker tole zima jih ne bi najbolj prenesla, ne, ker bi ga mogoče poškodovalo. Pa škoda ga je, ne, za pozim, ne. In kaj raste notri? Tukaj noter je en papirus, ker šele začel delati. Noter so seveda vse povsod, kjer imam jaz vodo, tudi za zalivati, so noter ribice, ne, da ni komarjev. To brez tega ne gre, ne. Ni pa to edini vodni motiv, ki ga imate na vrtu, imate še nekaj ribnikov? Še dva motiva sta. Tukaj je pa najstarejši vodni motiv, ki ga imam na vrtu. Je zelo divji, je bolj divji, bolj naraven bi rekel, ampak zanimivo je po tem žuborenju vode, zelo lepo žubori, posebno po noč, spalnice tam gori in ta žuborenje zelo pomirujoče deluje. Potem v tem ribniku je ena skala, ki jo vidite tam na sredini, pokončna. To sem jaz skopal pri bajti, pri skopu od bajte in je prav zanimive oblike. Meni deluje kot, nisem jaz sicer glih pobožen, kot da je en menih pri molitvi. Če ga pogledate iz enega pravega kota, je kot menih pri molitvi, ne. Ste tudi skale uporabili takšne, ki se najbolje podajo v ta kot, ja? Točno tako, ja, ker v senci pašejo bolj temne skale, na soncu morajo biti bele skale, ne, apnenc, bel apnenc, ne. In tukaj je lehnak in ta črn apnenc iz izkopa, ne, je v tem delu. Kako pa lehnjak nastane? Ja, lehnjak nastane, ta naše hribovje, naša voda ima zelo veliko apnenca v sebi, potem voda teče v tisočletjih, po mahu, po vejcah, po listju in se na njih nabira apnenc od vode in rata lehnjak s časoma. Poglejva še malo te rastline tukaj naokrog. Vidim, da ste za nekatere morali dodati nekaj zemlje in jih posaditi, določene pa izgledajo, kot da rastejo kar iz skale. Ja, tole tukaj je vse, čisto samo se zasijalo. Ramonda mikoni, razne praproti, saksifragice. Tukaj je ena zelo specialna japonska orhideja Cypripedium japonicum, zelo lep cvet. Tamle je spet ena orhideja Kalanta, ki je že odcvetela. Poglejte, še zdaj cveti, pa koliko cvetja ima, ne? To je res ena posebnica, ne? Potem pa seveda hoste, poglejte to lepoto od host, ne? Te so tudi za pojesta, ne da? Cvetovi so ja, užitni. cvetove lahko komot poješ, kot od maslenice recimo. Je pa tako, no, meni so hoste lepe kot listi, ne. Cvetove ponavadi režem. Ampak zdaj ni bilo časa, sem pustil, drugače meni. Ljudje pridejo k meni, Miha, ja, kako pa ta cveti? Mene zanima.
Vodna črpalka deluje neprekinjeno in zagotavlja dostop tekoče vode tudi po zimi, ko površina zamrzne. Tako veliki ribnik, kot tudi manjši ob hiši, nista le domovanje ribam, temveč vse leto služita kot dragoceno napajališče za ptice. V naslednji oddaji bomo razkrili še več draguljev Mihovega vrta ter nekatere detajle prikazali tudi iz ptičje perspektive.